1, 2, 3, hop, 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 roke v zrak, zavrti se, si na moj znak. Jaka, ILK, LMN, OPR, SŠT, Jaka pripravlja se za druženje. Pripravite se! Tukaj je! Lepo pozdravljeni, dragi prijatelji. Z Jako sva zelo vesela, da se bomo v prihodnjih minutah znova družili. Saj veste, zavihali bomo rokave in ustvarjali. Potem bomo malo napeli možgančke, pa plesali in kakšno zapeli. Ostanite v naši družbi, fino bo. No, spet nisva sama, ne? Z nami so danes otroci iz enote, iz vrtca Velenje, enote Najdi Hojca. Pa poglejmo, kako jim je ime. Tukajle je prva deklica z imenom Brina, Brina, Janja, Janja in Lan Lan in Karmen. in Karmen. Dobrodošli v našem studiu. Kako se imamo? Fajn, super. Poglejte, otroci, jesen je našo naravo lepo pisano obarvala. Je tako? Tako da nas kar vabi nekako v objem. Je pa res, ne, da so sicer dnevi krajši, ampak to pomeni, da imamo mogoče doma malo več časa za ustvarjanje. Je tako? Radi ustvarjate? Ja. Povejte mi, na kaj pa vi najprej pomislite, ko slišite besedo jesen? Na liste. Na liste, ki so kakšni? Kakšni listi so? Rjave pa roza. O, roza tudi? Ja, pa so res eni tako bordo, rdeče, že na vijolično vlečejo, one taki zelo lepi, res. Jaz se... Videl enkrat že modro-vijoličnega. Res? Jaz tako uživam, ko se vozim takole v kakšen hribček, kjer je tak pisan gozd, ko potem pade listje še po cesti, vse je tako lepo, a ne da? Sem pa enkrat na cesto, ko sem šel v trgovino, sem pogledal na cesto, pa je bilo polno listov. Kaj pa še? Kaj še? Na kaj pomislimo? Mogoče na vreme? Jesensko vreme? Ja. Kakšno pa je jesensko vreme? Dej ti meni povej, Brina. Deževno, ja. Mrzo. Malo bolj hladno, a ne? Ker prej je bil kateri letni čas? Poletje, a ne? Zdaj jesen je pa že hladnejša. Ja, pa poznamo mi kako pesmico jesensko. Ker pa jesen je zima. Pol za jesenjo je pa zima, ja. Jaz imam tule eno pesmico napisano, ki se malo tako igra zraven, tako s prstki se udarja, pa neki se z dlani udarja ob mizo, pa se pa poboža otroka. Poznate to pesmico jesensko? A vam jo jaz zapojem oziroma deklamiram? Takole gre. Pa lahko pripravite prstke, pa mi pomagate. Takle dajmo prstke, takle lej. Ja, zdaj pa damo prstke gor in naredimo. Dežek pada, tip, 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 zmoči polje, zmoči hrib. Toča vsuje se z neba, trop, trop, trupa, tropota. Lire, laj, sončni sijaj, boža, aj, 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 kar pobožajte se. Tak, ja. Lepa pesmica, ne? Taka malo, da se poigramo doma. Mogoče sestrico pa bratcem ali pa mamico pa očem. Pa tudi babico pa detko, takole kaj pobožamo, ne? A smešno je? Zakaj pa ti je smešno? Povejte mi, ali vi kaj radi obujete škorenčke jeseni, pa greste ven po lužah čofotat? Ja. Res? A vam dovolijo starši? Ja, jaz mi je mami kupila za 99 evrov ene takele velike škorne. Take visoke? Jo, ti pa pol greš lahko kar ribe lovit, a ne? Ja. Ne bi gledal sem. In ko skačemo po lužah, smo včasih malo tudi mokri, še kje druge, ne samo tam po nogicah, a ne da? Ampak kaj, ko je pa tako fino in fajno, ne? No, kaj pa je še pomembno za jesenski čas, ko pogledamo takole vrtove in polja, kaj se takrat naredi jeseni? Kaj? Kaj raste na vrtovih?
Solata. Ja, recimo zelenjava. Tako, kaj pa najdemo v sadovnjaku, recimo? Jabolka. Pa hruške. Hruška pa. Ja. Kaj pa najdemo v gozdu jeseni? Kostanj. Kostanj, pa kaj še? Želodec. Ja, pa kaj še? Gobice. No, ampak vse tisto, kar pridelamo poleti, a ne, recimo jabolka, hruške, pa potem grozdje, ki je zelo pomembno, ne? Pa potem jeseni pobiramo in spravimo za ozimnico. Kaj naredimo iz grozdja lahko? Grozdni sok. Grozdni sok, tako. Pa kaj še se dela iz grozdja? Recimo, kaj mamice pa očke pijejo? Vinčka, tako je. Ali pa stisnejo, ali pa naredijo vino, tako iz borovničk. Pa stisnejo, ali pa dajo še malo borovnic. To je pa tak likerček, a ne? To še pa ni za nas, a ne? Oziroma za otroke. Povejte mi še, kaj še pridelamo iz grozdja? Nekaj zelo pomembnega, kar damo na solatko. Kis, tako je, bravo. Ja, ampak iz grozdja se predela samo kis, ja? Olje je pa z drugega pridelka. Ali pa iz bud se izdela olje. Ja, pravilno, super. No, pa povejmo, ko smo prej omenili jabolka in hruška, če poznamo še kakšno pesmico o jabolkah in hruškah. Pa se spomnimo kakšne. Kaj mislite? Ježek teka. Ker hruške pa jabolke tudi pospravimo, a ne? Točno tako, lahko to? A jo znaš zapeti? Ja, No, a tudi ti? Znamo vsi ježek teka? Pa dajmo vsi. 3, 4, zdaj. Ježek teka in se kotali, jabolke in hruške nabadati hiti. Jabolka in hruške nabadati hiti. Medved kozmatine svoj brlog ravna, s listjem si postilja zaspana godrnja. S listjem si postilja zaspana godrnja. Urna veverica spliza na drevo, lešnike nabira za zimsko lakoto. Lešnike nabira za zimsko lakoto. Ptilice, lastovice, odletele so, tale tople kraje zdaj krila jih neso. Tale tople kraje zdaj krila jih neso. Odlično! Jaz poznam pa še eno zanimivo, tako malo drugačna verzija, pa tudi v hruškah pa v jabolkah. Poslušajte. Hruška debeluška v sončku dozori, vetrček jo strese, hruška odleti, pa veselo vriska. Bolje je tako, deca lačno usta, deca me ne bo. Toda joj, prejoj me, ježek se zbudi. Hruška debeluška skoraj omedli. Pojdi, hruška, greva. Kaj bi to, ne greš? Saj te samo ponesem, če ne maraš peš. Hruško debeluško pika in boli, in v želočke vaše si zaman želi. Torej, kdo je odnesel hruško? Ježek, mali ježek. A tudi? Bomo pa še malo kasneje, prav? Spomni me. No, in ravno o ježkih bomo govorili v današnji oddaji. Zato res ostanite v naši družbi. Ježki so taki majhni, fini, lepi. Ste že srečali kakšnega? Ti si mi povedal, da si ga srečal. Zdaj pa še otrokom povej tole zgodbico. Kaj se je zgodilo? Kje si ga srečal? Kje si srečal ježka? V gozdu. V gozdu. In kaj si naredil? Vzel sem ga domov, pa me je zbežal. Zbežal. Ja, ježki niso navajeni ravno biti v ujetništvu, rečemo tako, a ne? So zelo radi v naravi, ampak kako si ga pa prijel, mi povej? Z rokavicami. Z rokavičkami, ker sicer bi te... Pa rahlo, ker sicer bi te zbodlo, a ne da? Ja, ker imajo veliko bodic. No, pa kar poglejmo.
povejte vi meni, kako točno izgleda en mali ježek, kakšen je. Pa piki. Ima bele tukaj bodice, pa malo črne. Ja, taka kepica je, a ne da? Mogoče nam bojo v režiji tamle pomagali in nam tudi kakšno slikico priskrbeli. Poznamo namreč veliko vrst ježkov, bomo kaj več povedali. Tako, kaj mislite, kje živijo ježki? V gozdu. Rekli smo, da je takšne rjave barve, a ne, pa ima bele bodice. Pa preden mi še veliko več povemo o tem, kakšni so ježki, kje živijo in s čim se prehranjujemo, pa zavihajmo rokave, kajti med tem časom bomo tudi izdelali svojega ježka. Tudi vi ga lahko izdelate, prav malo potrebujemo za tale izdelek, kar poglejte, tukaj je Jaka že pripravil enega malega ježka. Kaj potrebujemo? Potrebujemo nekaj rjavega papirja, ta je seveda lahko temno rjave barve, lahko je take bolj svetlo rjave barve, potem pa še enega malo svetlejšega oker, bež za naš smrček. Potem potrebujemo kakšen kozarček, s katerim bomo obrisali ali zarisali krog na te papirje. Potem potrebujemo škarice, lepilo in črn flomaster. In to je čisto vse. Zato predlagam, da se mi kar lotimo dela. Velja? Torej, jaz vam zdaj povedala, kako se najprej naredi, da dobimo sploh tole stožčasto obliko. Torej, rekli smo, da na enega izmed temnejših papirčkov zarišemo krog. Potrebujemo 2 kroga. Takole nastavimo na papirček kozarček in z svinčnikom ali flomastrom zarišemo krog. Torej 2 kroga. Potem ta 2 kroga lepo s škaricami obrežemo, da dobimo takšne kroge. Zdaj jaz sem pa že tukaj pripravila polovičke. Poglejte, potem pa boste ta krogec prepolovili na polovico in ga na polovici potem prerezali, da dobite 3 polkroge. Za našega ježka potrebujemo 3 polkroge. Kako dobimo pa stožec? Takole lepo zavihamo, a ne? In potem lepo z lepilom prilepimo tale delček. Ko pa imamo stožce gotove, mi smo tukaj že otrokom pripravili stožce, zato ker se lepilo malo dlje suši, a ne? Pa morajo otroci s škaricami narediti takšne trakce. Zdaj pa kar vsak od vas naj vzame v roke takole enega stožca, tega ta rjavega, ker svetlega bomo imeli za smrčke, prav? Torej vsak naj vzame en stožec v roke, vzame škarice. A ste levičarji ali desničarji? Jaz sem desničar. Dobro, pa imamo v desni. Pa ti tudi vzami svoje škarice v rokice. Tukaj imaš na mizici. Tako. Zdaj pa poglejmo. A vidite tukaj le tale delček, kjer smo prepognili in zalepili? Poglejte. To bo naš spodnji del. Tam ne bomo rezali. Tako da ga obrnemo spodaj. Pa takole primemo. Ja? Zdaj bomo pa na vrhnjem delu stožča iz ene strani proti druge strani začeli rezati takele trakce. Poglejte, ne čisto do konca. Bodite previdni, nekje 3/4, ja? Takole. Tukaj pa naredimo en zarez. Ja, kar malo bolj, kar dlje dol. A veš zakaj? Da bomo potem te trakce lahko takole zavihali. Približno pol centimetrčka, če že veste. Ja, super. Zdaj pa kar nadaljujemo, pa ne pretanke trakce delati, ne preozke trake delati. Odlično, ljubica. Tako. In kar nadaljujemo lepo naprej do konca, do druge strani. Ne pa čisto okrog, ja? In ko bomo tole gotovi, vzamemo naslednji stožec in spet zarežemo. Takole, jaz sem gotova. Torej iz desne proti levi ali iz leve proti desni zarežemo trakce in pa te trakce takle malo zavihamo navzgor, da ježku naredimo frizuro. A ne? Tak, malo zavihamo, poglej, da bojo bodičke stale bolj po konci. A gre? Odlično. Tako.
Ko boste gotovi s prvim stožcem, pa kar drugega vzamete, pa zopet zarežete do konca. Takole. Lahko jaz pospravim. Ti si že? Pokaži mi. No, zdaj pa še ti. Zdaj pa najprej zavihaj te trakce takole navzgor. S prstkom držimo. Super. S prstkom držimo tam spodaj, ker nismo rezali. Pa primemo trakce in jih zavihamo malo navzgor. Kar še naredimo frizuro. Le tako bi jaz tebi takle naredila frizurico. Ja? A gre? Super. Odlično. Zdaj pa potem kar vzamite naslednji stožec in ponovite vajo. Ja? Tako. Ali bomo pa vse skupaj zalepili in bo naš ježek gotov. Pa to nesem na domov. Seveda ga boste lahko odnesli domov. Pa vi veste, kdo je jež? Ja. Ježi so majhni sesalci. Pravih ježev je 16 vrst, to je pa kar ogromno, ne? V Sloveniji je najbolj razširjen beloprsi jež, velik okoli 30 cm. Ja, nekateri so res kar veliki puhaci taki, ne? Sploh, ko se zvijajo v klopčico, ko ene žogice, a ne da? Nekateri so pa manjši, odvisno tudi koliko pojejo, koliko se pripravijo pred zimovanjem, a ne? Odlično, zdaj pa zavihaj, kar zavihaj. Tudi, tako, še kar tega. Vse 3 stožce moramo razrezati in zavihati bodice navzgor. Sem pa neseči preveč. Nič hudega. Ti kar še tam enega zraven zareži, a ne? A vi veste, zakaj se ježek zvije v klopčič? Zato, ker se prestraši ljudi. Ja, ker se počuti ogroženega, ne? Kdaj pa se lahko ježek počuti ogroženega? Kdaj se prestraši ljudi? Ko ga prestrašiš. A ko smo v njegovi bližini? Ja. Kaj pa še kako drugače, kadar nismo mi v njegovi bližini? Kaj pa recimo, če ima ježek slučajno svoj domek v kakšnem senu blizu, kakšne kmetije, pa to seno dajo skuriti ali pa ne vem, jesti, pa uničijo vse mladičke? Joj, bogi ježki. Vemo, kje živijo ježki? Dajmo to definirati. Kje vse lahko živi en ježek? Sem že. Super, pa še enega. V gozdu, ja. Pod listom. Pod listi, tam, kjer je nizka vegetacija. Najdemo ga pa tudi kje. Če ni v gozdu, ga najdemo lahko tudi... Drevesih. Ja, pa na travniku, v bližini gozdov, pa živih mej, a ne, okoli hiške so žive, bogate žive meje. Odlično. Takoj povem naprej. Pa kje še? A veš, vodice pa nima preveč rad, veš, se jo boji. Močvirja in obsežnih gozdov se pa boji ježek, veš, se izogiba. No, pa bomo potem naprej povedali, s čim se prehranjuje ježek, zdaj pa povem, kaj je treba naprej narediti. Zdaj bomo pa vse te 3 stožce takole enega za drugim zalepili. Čist mečkem počakajte. A veste tukaj, kjer niste prerezali? Ja? Tukaj dajte čisto malo lepila, kapljico lepila date sem in potem pritisnete noter drugi stožec, ki je narezan in sicer tam, kjer ga niste razrezali. Tega, izvoli. Takole. Ampak res bodite previdni, čisto malo pritisnite, ker se kar veliko ven ulije, ja? Da ne bo preveč lepila, ne? Tako, še jaz dokončam svoje. Jaz sem dala čist malo noter. Super, zdaj pa kar daj en stožec noter, pa malo pritisni. Pošlo? Tukaj na začetek, takle. Takle, bom jaz prvega naredila, zdaj pa vi naslednje potem, ne? Pa ni treba čisto do konca noter pritisniti. Takle vam pokažem, poglejte. Torej, prvi stožec namažemo tukaj, poglej. Tukaj spredaj, zgoraj, poglej. Jaz sem či dala noter enega. No, čakaj, kjer ga smo mi že premjeli? Tako fajn je bilo, ne? Jaz tudi že. Posodiš malo. A je šlo? Lepilo ven? Je šlo? Ok. Takole. Imamo? Ti bom pomagala. Le bova tega, da si sposodila. Poglejte, takole nanesemo eno pikico lepila.
na spodnji del, kjer nismo prerezali. In potem pritisnemo noter drugi del stožca. Nič hudega. Te bomo takole obrnila in potem kar deva enega izmed teh stožcev. Poglej. Tukaj bo dosti lepila, veš? Lahko dati lepilo. Ja, izvoli. Takole. Malo razneseva okrog lepilo. Ne, zdaj bova pa tukaj dala, glej. Tako. Poglej. Ja, zdaj pa tukaj nanesi. Aha, si dal na to stran, morava tle nadaljevati, veš. Enega od drugega nanizamo. Tako. Bo kar dovolj, veš. Zdaj pa tega noter pritisni. Spodne, ko pritisneš noter. Seveda. Takle ga daš noter na to stran. Poglej. Takole. Odlično. Zdaj pa malo pritisni, pa počakaj, da se malo posuši. Tega še nisva prilepile. Tak. Pa mečken zavihajte tiste prve bodičke navzgor, da ne bojo na istem, kot je drugi stožec, ne? Takole. Pa še enega. Kaki lepi ježki bodo. Zdaj pa takole malo pritisni, da se bo zasušilo, prav? Jaz sem že. Tak. Si že? Super. Dej še pa ti malo dej te bodice po konci postavi gor, kar sama dej. Vse 3, ja? Tako. A gre, Brina? Gre. Super. Tako. Si gotov? A zdaj tu kar narišemo obraz. Ja, zdaj boste pa najprej še prilepili smrčka. A ne? Tako da bom naš ježek kaj videl. Takole, ko bo imel očke, a ne? Takle, moj ježek je že tudi gotov skoraj. Še bodice gor po vrhu. Tako, zdaj pa pripravimo našega smrčka. Imamo vsi smrčke? Ja. No, pa kar damo pikico lepila na sredino, na spodnji del stožca. Nič hudega. Veš kaj ima? Odprta usta ima. Takole, poglej. Čisto na začetek, veš? Takole. Takole nanesemo lepilo. Gre? Ja, še izvoli. A zdaj tekle gor. Ja, zdaj pa pritisnemo tam, kjer je spodnji del, kjer je bolj ravn, veš? Ploščata površina, tako. Pa počakamo spet malo, da se zasuši. Takole, kar do konca pritisnite. Super. Tega, prosti, tegale. Ja, tako. No, prej smo pa začeli govoriti o tem, kaj pa naš ježek je. Kaj je? A je samo hruške pa jabolka? Aha, kaj še? Kaj še? Ja, kar počakam. Kar počakam. A veste, kaj je tisto, kar ima ježek najraje? Ne samo hruške pa jabolka. Pa liste, ampak tudi žuželke, pa ogrce, pa deževnike majhne, pa kaj še? Črve. Ja. Pa kaj še, katera je tista žival, ki tako počasi leze, pa polške ima rad, pa še ene male miške, ja, pa ptičja jajčica ima rad, kakšne take negodne mladičke, pa gobe ima rad. Ste že kdaj nabirali gobe? Ja, ste videli, ko ima gobica tako odgriznjenega stran? To je sigurno ježek, ki je pohrustal. Na tleh so liste. Kaj si mu pa ti dal za jesti? Ja, jaz sem pa spravila pod mizo, veš? Jaz sem enkrat, ko sem dal mojemu mucu za jesti, mi je en briket ven padel, pol pa ga je pojedel. Tako je, to sem ravno hotela povedati, da če že imamo doma kakšne ježke, jim pa lahko postrežemo z hrano za mucike. Tudi konzerve lahko damo, ne samo briketke. Obvezno morajo imeti pa vedno vodice veliko, da se napijejo, a ne? Pa sem pa še dal Piki vodico, pa se je ježka ustrašil, pa je zbežal, pa je ježek pil vodo. Ja. Tako, če so naši smrčki že dobro pritrjeni, pa lahko vzamemo flomaster in našemu ježku narišemo oči in smrček. Takole, izvoli. Črnega. Eden je še tu. Lahko je tudi rjav. Rjav, temno rjav, evo, lej.
Tako, še enega temnorjavega imamo, poglej. Ja. A veste, ježek je za naše vrtnarje zelo, zelo koristen. Pa veste zakaj? Ker lahko poje na noč do 200 gramov žuželk, ki načeloma niso kaj prida za naše pridelke, a ne? Pa veste, kdaj se ježek prehranjuje? Kdaj? A se prehranjuje, a gre na lov za svojo hrano po dnevi ali po noči? Po noči. Po noči, le v popolni temi, kajti umetna svetloba ali pa sonček ga bo pa pregnala. Tako. Mamo, zdaj še moram pa jaz tudi našemu narisati. Si že? O, smrčka mu še pobarvajte, gledajte, takole. Malo takega, ja, črnega smrčka ima, ne? Rjavega, črnega, tako je. Tvoj pa dobro vidi. Kaj pa sicer? A mislite, da ježek dobro vidi? Ja. Pa ne, veste, ježek bolj slabo vidi. Je pa res, da zelo dobro sliši in vonja. Ja. Kako se pa kaj obnaša ježek? Najbolj je aktiven torej ob mraku pa po noči, a ne? Včasih ga pa vidimo tudi po dnevi, najpogosteje v jeseni. In kje moramo mi biti zelo previdni? Kajti ježki, velikokrat jih opazimo na cesti. Kaj se zgodi z njimi? Povozijo jih. Tako, povozijo jih. Pa veliko ježkov tudi umre, ker si skozi zimo ne uspejo. Kaj? Nabrati ozimnice, se najesti za svoje zimsko spanje. Film sem gledal, ko je v Ameriki, ko se je zgodilo to resnično. No, povej to zgodbo. Pol so pa imeli neko tako odejo, gasilci, da so se pokrili, pa je to bilo ta odeja, sam če bi imel ogenj. Vidno črni master. Razplamtel? Ja, so mislili, da bo pomagala, pa ni, pa so umrli. Ojej. Razen enega je prišel en rešiti z avtom, pa ni umrl. Še dobro, a ne? Ja. Črni. Si gotova? Zdaj pa vi kar, če ste gotovi, dajte tele ježke v svoje roke, pa jih bomo pokazali našim prijateljem, ki nas gledajo, a ne? Takole. Kar dajte v rokico. Pa veste vi, kako ježki sploh nastanejo, kako se razmnožujejo? Kako? Samica na leto skoti enkrat ali pa dvakrat. In v ježkovem leglu je od 1 do 10 mladičkov. Običajno nekje 3 do 4, a ne? Tako, imate muco doma? Jaz. A je že kdo videl, koliko muc lahko ena muca spoti? Moja muca je pojedla orla. Orla? V spodnji Kakšnega letel. orla? Največjega. Ne, Atija. res. Teno, pa je pa prava lovka. Tule je bil, pa je tekle skočil. Dej nehi, pa kje ti to vse doživiš? Kje pa živiš? V podkraju. Veš, ko imate veliko narave okrog pa ste v hiši, ne? A pa imaš veliko živali in veliko Jaz sem dogodivščin. imela prvo eno muco, pa je rodila 3 muce. 3 mucke? Ja, potem smo eno muco dali moji omi, pa ena je umrla pri nam, eno je pa povozil avto. Ja, moramo kar paziti na naše živalice, a ne? Moja muca se je pa že Zdaj tako imamo pa že navadila zdaj. pri meni, da ne hodi več po cesti. Ne, super. Pa pride prav čas domov, a ne? Ja. No, torej, mucike. Mi smo imeli še lani 2 pesa, enka tačka, pa enka pikija. Sam je enka pa vozil avto, ko je letel Joj. čez. Pa So kar ogrožene tele naše male udomačene živalice, a ne? šel pa se je skupil. Ja. Torej, rekli smo, da samička pa lahko ima 3 do 4 ježke običajno. Mucu je ime Piki. Piki, kako bi pa mi dali zdaj našim ježkom ime? Kak? Moje? Joj, a ti jaz zaupam eno skrivnost. Vse živalice, ki sem jih jaz kdajkoli imela, so bili Piki ali pa Pikice. No, zdaj imamo pa mucka doma
pa mu ni ime Piki, ampak mu je ime Mišek. Zanimivo, ne? Mucek je Mišek. Ja, no in zdaj pa bo spet tale moj ježek Piki. Kak bo pa tvoj? Tudi Piki. Tudi Piki. Kaj pa tvoj? Janček. Janček, ježek Janček. Kak lušno. Pa tvoj? A to so sami ježki, kaj pa je ježika, samička? Kaj pa če je punca? Ne vem. Ali je ježek? Ali pa ježek Jerko. Moje ime Taček. Taček, pa tvoj? Pa Pikica. Pikica. Zdaj pa mi dajmo naše ježke v gnezdo. Kam bi jih pa dali? Kakšno gnezdo pa imajo ježki? Kje? Od listja. Od listja. In kje zimo preživijo v svojem gnezdu? Ja. Kje še lahko imajo? Prej sem omenila seno, recimo. Pa veste, da ježki ne gradijo samo svoje gnezdo, lahko ga gradijo tudi za drugega. Tako so prijatelji, a ne, si pomagajo. En jež lahko naredi več svojih gnezdic oziroma bivališč in prav zaradi tega je več težav, ne, ker ne vejo, kje vse se nahajajo in potem ljudje, ki so nekateri tudi malce nerodni, a ne, kmetje, ki imajo veliko sena in trave, včasih ne pregledajo in potem tudi se zgodi, da pogine kakšen ježek, a ne. Torej, zdaj mi ježke odložimo, takole. Torej, ježki morajo tudi po zimi prespati, a ne? A še poznamo katero drugo živalco, ki zimo prespi? Medved, lisica. Veverica. Lisica. Veliko hrane si morajo nabrati, a ne? In se fejst najesti, ker če se ne najedo, lahko tudi poginajo, kajti njihova temperatura kar fejst pade. In če imamo mi dovolj hrane, dovolj zaloge, nam je toplo. Tako, tudi. Jaz pa zdaj predlagam, da bi mi malo se razgibali. Mojega ježka v moji pesmici z naslovom Prijatelji spremljajo še 3 živali. In sicer zajček, ki skače in se vrti, potem je tukaj žabica, ki piha, ker se je prehladila, in potem je še ena mala miška, ki teka sem in teka tja, pa se z ježkom rada igra. A ste pripravljeni na en ples? Ja? Potem pa prosim režijo za podlago glasbe, mi pa kar ostanemo. Kiha tam, saj v vodi je ves dan. Kiha tu,
A smo se razmigali? Še enkrat, ta pesem pa svoje plese. A da bi še enkrat to pesem, pa bi vi po svoje plesali? A mislite, da bi to bilo izvedljivo? Ja. Naj vprašam režijo. A to pomeni, da se jaz lahko usedem, vi pa meni zaplešete? Jaka, lahko? Super, pa dejmo. Jaz se usedem, pa vas gledam. Vi pa po svoje zaplešete. Miška, drobna miška, malo je igriva. Miška, drobna miška, malo je igriva. Teka sem, teka tja, z ježkom rada se igra. Teka sem, teka tja, z ježkom rada se igra. Ježek, mali ježek, igel polnjev pošček. Ježek, mali ježek, igel polnjev pošček. Pika tu, pika tam, z zajčkom sreča se vsak dan. Pika tu, pika tam, z zajčkom sreča se vsak dan. Mi smo prijatelji, najboljši prijatelji. Hura, hura, prijatelji smo mi. Hura, hura, prijatelji smo mi. Zajček, oh ta zajček je pravi nagajivček. Zajček, oh ta zajček je pravi nagajivček. Skače in vrti se, žabo rad zabava se. Skače in vrti se, žabo rad zabava se. Žabica zelena, pa vsa je prehlajena. Žabica zelena, pa vsa je prehlajena. Kiha tu, kiha tam, saj v vodi je ves dan. Kiha tu, kiha tam, saj v vodi je ves dan. Mi smo prijatelji, najboljši prijatelji. Hura, hura, prijatelji smo mi. Hura, hura, prijatelji smo vsi. Vala, ja, bravo, plesalci. O, zdaj pa ne moramo, zdaj pa moramo počasi zaključiti zadajo. A veste, ura teče, pa nič ne reče. A vidite, kako odšteva. Hitro pridite nazaj za mizico, pa poglejmo, kaj še moramo povedati. A ne, Jaka? Ja. Si vedel ti, kakšno družbo imava danes? Pisano in veselo, a ne? Ja. Ja, Jaka bi se tako kot ježek tudi zdaj že pripravljal na zimsko spanje. Ampak ne tale naš Jaka, ne? Ta naš Jaka je pa kar z nami, pa nič ne spi. Vsaj ne v gozdu, tukaj pa že malce podrema, a ne da? Ja, Jaka, a bi ti prigriznil eno hruško? Meni se jo že to klušta, kaj pa vam? Ja. Tudi, a ne? Torej, slastne Zdaj pa hruške in sekunde. jabolke so tudi zelo zdrave. In sicer zdaj prihaja hladnejši čas in moramo poskrbeti tudi za naše zdravje. Ja, vitaminčke, mineralčke in to vse dobimo v naši domači prehrani. Kaj še imate kaj vi radi? Ježek ima rad, smo povedali, kaj vse ima rad. Kaj pa vi imate radi? Rado sadje. Sadje imaš rada? Kaj pa, a imate vi radi prijatelje? Ja. Ko smo ravno peli pesmico o prijateljih, imate veliko prijateljev? Zakaj je tu ta pesem? Zakaj je to ta pesem? Ker vam je bila tako všeč. Smo pa zdaj še enkrat malo zavrteli. In ker se moramo tudi posloviti. Tako, naša oddaja je prišla k koncu. Moramo reči kaj še? 5, 4, 3, 2, 1, nič. Poljubček za lahko noč dobiš in drug mesec zopet z nami uživaš. Čau! Ježek, igel